Nekateri pravijo, da tudi politika ne more biti brez vizije, ne glede na to, kar je mislil gospod Kohl s tem, ko je postavil se tiste z vizijo v populizmu. Vizija pomeni na nek način neko želeno podobo družbe, v kateri bi se naj družba razvijala. Zato mora imeti vsaka polna politika tudi vizijo. Tudi ljudje potrebujejo, ne samo v vsakdanjem in individualnem življenju, še zlasti skupnosti potrebujejo neko vizijo razvoja, neko smer, v kateri se gibajo. Ampak še preden bi odgovoril direktno na to vprašanje, ki mi ga je zastavil Dimitrij Rupel, cenik, osamosvojitelja, bi želel poudariti naslednje. Tako Slovenija kot Evropska unija sta na neki prekretnici, nekem izhodišču, z katerega bo treba potem pogumne poteze. Tudi Evropska unija. V zadnje čase se zdi, da jo poskušajo kar na hitro pokopati. Veliko govorijo o krizi. Če gledate kakšne tele oddaje preko luže, da boste lahko opazili, da smo praktično že klinično mrtvi. Ampak treba je nekaj vedeti. Evropa bo iz te krize išla močnejša. Tako na področju financ, nadaljne politike, skupne fiskalne politike, gospodarskega upravljanja. Sprejela je v teh kriznih časih pomembne zakone, ki jo bo učvrstilo kot sui generis skupnost na mednarodnem geopolitičnem prostoru. Veliko močnejša, kot je bila doslej. Jaz mislim, da te negativne kritike in napade na Evropsko unijo izhajajo pravzaprav iz bojazni pred premočno Evropsko unijo. Dokler je Nemčija nastopila proti Kitajske ali pa ZDA ali pa kakšni drugi velesili, je bilo to druga zgodba, kot če je njihov rival celotna Evropska unija. Ampak kljub temu je Evropa pred veliko dilema. Ali bo šla v smeri večje integracije, ustvarjeno neke supra države, ali bo prevladala klasična medvladna metoda, ali bo ostala zgolj zveza držav, ali bo demokracija, to je ključnega pomena, zato ker nekateri zlasti del evropske politike si želi Združene države Evrope. Tudi moj predsedniški rival, Pahor, govori o Združenih državah Evrope. Ampak bi vas rad pozoril na nekaj, ker ta termin implicira tako v teoriji, tudi v praksi neko poenotenje in zlitje. In tega se Slovenija mora ne bolj bati. Da bi poskušali sedaj v Evropski uniji, potem ko smo se 70 let borili zoper to, zapustili svoje sebstvo v kulturnem in jezikovnem smislu, ter se zlili v neko novo kvaliteto, ki bi jo imenovali supraevropejstvo. Ko smo dobili svojo državo, bi se svoje suverenosti popolni že upovedali v tem konceptu. To seveda ne je bilo dobro. Po drugi strani pa tudi ne bilo dobro, da bi Evropa ostala na svojih klasičnih pozicijah, kot zgolj sodelovanje med posameznimi državami. Zlasti za države v tranziciji se zdi pomembno, da imamo čim bolj integrirane skupne politike. Jaz sem večkrat celo izrazil željo, da bi bilo dobro, da bi imela Evropska unija, tudi kakšen FBI evropskega tipa, ki bi lahko suvereno stopil tudi kakšno državo in popeljal lumpe igrati klavir. Zato, ker so korupcija in danes mednarodna korupcija in kriminalstvo tako močna, da so posamezne države zdaj slovenjne dokaj šibke v boju proti njim. Ampak kljub temu, recimo, da bi peljali na tako inštitucijo, sem proti temu, da se ustvari na ravni Evropske unije neka svoja država. Torej, kaj je izhod? Izhod je ustvarjanje nekega normalnega ravnovesja. In če bomo mišli v preveliko poenotenje in ustvarjanje neke združene evropske države, bo začela razpadati bolševik. Če bomo pustili sedanje položaje, recimo velike vloge posameznih držav v Evropski uniji, bo prav tako narobe. Zato potrebujemo
več Evrope v Evropski uniji, ampak ne pretirano preveč Evrope. Tisti hip bo poskušal Bruselj še bolj močno poenotiti in integrirati, tisti hip se bodo začeli dezintegracijski procesi. Mi poznamo to zgodovino in to prakso izpred nekaj desetletij. Tako da je vizija Evrope morda še ta hip nedorečena, ampak vsak organizem bo tudi tukaj potrebno najti neko smernost, neko ravnotežje med dvema idealnima tipoma. Nekateri govorijo o sistemu odprte metode koordinaciji, ki bi bila neka vmesna pot med čistim poenotenjem, čisto super komunitarno metodo in pa čisto medvladno metodo odločanja. Je pa res, med Dimitri kar presračal preko je govoril o novi vojni, da se taka terminologija spet uporablja, pa verjetno nezagotovo ni uporabil italijanski predsednik, prvi, to besedo uporabil že v času polskega predsedovanja, polski finančni minister, ki je prav tako osnovno razlagal razmere na finančnih trgih in pa kazanje mišičnih državah. To je dokaj nerodna zadeva. Evropska unija je nastala na pogorišču dveh svetovnih vojn in z dvema glavnima ciljema, da se zagotovi dolgotrajna blaginja in pa da se zagotovi trajni mir. Jaz mislim, da te osnovni cilji ostajajo tudi naprej. Tisti hip, ko bi pa res začeli pomagati Evropsko unijo, pa bi se ta cilja zopet preverili. Pomembno, da se spostavili protekcionistične politike, tako na področju gospodarstva in še kje. Jaz se želim, da v prihodnosti tudi Evropska unija ne postane samo fiskalna, to pomeni skupna proračunska, temelji proračunske politike, ampak tudi monetarna unija in bančna in še bolj močna gospodarska skupnost. Vendar ne sme nikoli nastati iz te neka nova super država, kateri bi se članice počutile nespodobno. Lepo, kako vrniti politiki njeno pravo vsebino? Politika je samo po sebi pojem, pozitivni pojem. Ne gre samo za to, kdo kaže komu mišice, koga premaga na volitvah in potem izvrši svojo moč na tam drugim in podobno. To so tudi lahko definicije politike. Politika je v esenciji, že v starem grškem smislu, delo za skupno dobro. Seveda demokracija pozna tudi tekmovanje, pa rivalstva, pa politične interese, pa koncepte, ki so med sabo rivalski ali tekmujoči. Ampak tisti, ki ko en od teh konceptov zmaga, da je spremeli v obče interese in takrat je politika delo za dobro vseh. Zdaj, odkar poznamo že nekaj 200 leti ali pa nekaj desetletij tudi na evropski teh demokracijo in pa demokratične politične sile, Fukuyama je recimo pred 20 leti dejal, da je konec zgodovine. Liberalni model demokracije je zmagal in demokracija se kar valovi širi po celem svetu in ni več koraka nazaj. Pomislite, kam se je pripravila finančna kriza, ki se spremenila gospodarsko in kasneje socialno, tudi politično, ki se kaže v eni strani v nezaupanje v temeljne demokratične inštitucije, parlament ni več nič vreden, noben ga ne ceni, prav tako stranke ne in svet tudi politike. Evropske inštitucije uživajo vse manjšo podporo. In kadar ni podpore, takrat govorimo o krizi politike in krizi demokracije, ki se pa kaže tudi v volilnih izidih. Demokratični lok, ki spada od leve sredine do desne sredine, izgublja na evropski tek. Izgublja na evropski tek. Radikalne stranke levega in desnega pola, torej radikalne stranke pridobivajo na svoje moči. To pa je zaskrbljujoče. No, v naših razmerah v Sloveniji imamo še druge probleme, da se revitalizirajo recimo simboli, ki nimajo z demokracijo nobene zveze in tudi prakse, ne samo simboli. Torej, tudi The Economist, ki je že meri 3. leto zapravo gibanje življenja demokracije, ugotavlja prav tako, da je tudi Evropska unija padla v recesijo. Ampak jaz sem prepričan, da
počasi, vendar je pripeljal do tega, da bodo ljudje ponovno zaupali na temelj demokratične inštitucije. To pa je temelj ohranjena demokracije. Torej zaupanje v politiko, vendar, če bomo v Evropi ne bomo zaustavili tega, da bomo postavili nekaj požarnega zida do levih in ekstremno desnih in ekstremno levih političnih stran, potem se nam slabo piše. Potem se pa lahko že dogaja, že videno, kot smo doživeli v 20 in 30 letih. Takrat je politika se rodila takrat na terenu, torej kriza se rodila na terenu politike. Politika je povzročila krizo, ne ekonomija. Politična kriza se pojavila že v začetku 20 let, tako so parlamentarni sistemi bili napačno spostavljeni z nizkim pragom, pojavila so ogromno političnih stran, ki so tvorili nestabilne vlade. Nestabilne vlade so vodile slabo gospodarsko politiko in tako naprej, in potem to povzročilo gospodarsko krizo, finančno, socialno in še enkrat politično sprejavo totalitarnih družbenih sistemov, nacizma, komunizma in fašizma. Danes poznamo, imamo zgodovinsko izkušnjo, veliko vemo o tem. Zato imajo politiki v naše dobe veliko odgovornost, da se kaj takega ne ponovi, da smo doživeli že nekoč. Vsej sistem, ko je prej Dimitrij uvodno omenil, da je treba revitalizirati vrednote osamosvojitve, bi rad poudaril naslednje. Najmanj dvakrat, ko sem bil vprašan od novinarjev, ali ni že čas, da se ti osamosvojitelji že enkrat upokojijo, pa da dajo mir na slovenski politični sceni. Moram se vprašati, da ni že čas, da se ona generacija prej, ki je vodila politiko, počasi upokoji in pusti življenje v demokraciji normalno živeti. Jaz mislim, da smo tudi mi pred takimi velikimi zgodbami in dilemami. Vsekakor je najtrdnejši steber demokracije demokratična politična kultura. To je poudarjanje simbolov demokracije in pa verjetje v vrednote, ki so nas postavili v državo in pa tudi kot Evropska unija. Ena zadnja tudi Evropska unija, zveza določenih demokratičnih političnih vrednot. Torej, danes, če me vprašate, sem večkrat zaskrbljen, tako za Slovenijo, kot tudi za Evropsko unijo, ampak upanje za to nisem zgubil. Težko si predstavljam, da je Evropska unija tako razpadla. Zdaj, ko prej bodo prišli do kakšni trendi, neke pomembne gospodarske sile v Evropski uniji bodo potegnile voz naprej, ampak tisto, kar je ključno za nas Slovence, je, da se ne usedemo samo na ta voz, ki ga vlečejo drugi, ampak da sami prispevamo svoj delež. Danes se suverenost dobiva na kulturnem polju, na ekonomiji, na tem, ali si sposoben preživeti sebe, ali si avtonomna osebnost. In avtonomne osebnosti so tiste, ki živijo, ki same določajo, kaj bodo delali, kako bodo delali, kako bodo živeli. Nekatere velike države so to svojo osebnost, to avtonomijo izgubile na gospodarskem in finančnem polju. Mi si tega ne bi smeli privoščiti. Torek, drugi teden bo že prva priložnost, da naredimo korak naprej s podjetnim fiskalnim dogovorom.